Pozdravljeni! Življenja brez zvezdnikov si v današnji sodobni družbi skoraj da ne moremo več predstavljati. Informacije o zvezdah so postale nekaj tako vsakdanjega kot vremenska napoved. Mnogim se zvezdniki zdijo kot bogovi nekje visoko na Olimpu. Njihov obstoj se umešča v nedosegljivo sfero zunaj posameznikovega vsakdanjega življenja. Zvezdniki pa so tudi neusahljivi viri zanimivih zgodb in člankov. Ta teden smo izvedeli, da je Jan Plesenjak jedel celo pasjo hrano. Ja, mnogi so doživeli trnovo pot do uspeha. Med te spada tudi glasbena legenda Andrej Šiferer. Stalnica naše glasbene scene pa je tudi Miki Vlahovič iz skupine Viktori. Dobrodošla. Zdravo, Danica. Živijo. Povejte mi najprej, kako sta danes prišla sem v naš studio? Andrej, kar ti začni, prosim. Iz Kranja. Kar pomeni, da v taki neki hudi gneči, da pravzaprav v tem času ne bom več nikoli hodil na tej poti. Aha, torej nič kaj zvezdniško, nimaš zasebnega šoferja? Ne, nimam. No, jaz sem prišel pa včeraj, ker sem pač prespal tukaj, ker sem toliko nervozen. Itak nisem nič spal, ker me je Danica Lovenjak povabila v svojo oddajo in sem rekel, bom jaz kar dan prej prišel, tako da včeraj sem že prišel. Pa si zdaj boljš? Ne, zdaj uživam, Andrej, zdaj uživam. Zdaj sem v kontaktu z Danico. Lepo to slišati. Ampak če se vrnemo k zvezdništvu, to je kar širok pojem. Kdo je zvezda za vaju? Miki. No, ne bom se kregal s tabo, Andrej, kar je res. Zvezda, pri nas zvezde so, po moje, ni zvezd, ampak so samo znani in bolj znani ljudje, pa Andrej Šiferer, no, to je pa tretja kategorija. No. Andrej. Jaz bi rekel, da gre za prepoznavnost, temu jaz tako rečem. Nimamo zvezd, morbiti imamo kakšne utrinke, sem in tja. Ampak tudi to je res, da pravzaprav, če ti hodiš v trgovino vsak dan, nisi zvezda. In tudi... Torej, ravno zaradi tega ne moremo imeti v Sloveniji zvezd. Jaz mislim, da nekateri pač iz tega delajo nekaj, kar bi bilo podobno zvezdništvu, ampak fajn, če jim to ratuje. Jaz mislim, da rajš vidim, da mi rečejo, da me poznajo. Ali pa, jaz imam dostikrat bližnja srečanja z ljudmi, ki me ustavijo na cesti in rečejo: Andrej, hvala lepa za to, kar si naredil, pa za tvojo muziko. To se mi ne zdi zvezdniško, ampak se mi zdi pa zelo lepo. No, to je pa prepoznavnost, recimo, in pa zelo pomembna beseda spoštovanje. No, jaz sem pa ravno danes bil na banki in sem šel položiti, ne bomo o denarju, o zneskih, ampak ne prav visoko, velik znesek denarja. In ko sem šel ven, sem si mislil, pa kaj si mora ona zdaj o meni misliti tam na okenčku, kao neka zvezda, ne vem kaj, pa položim tok mehen denar, tako da to je pri nas. Ne, se te ni prepoznala. Hvala, da si me potolažil. Ja, realno stanje, ne, Miki? A še ti, Danica, hvala, no, res hvala. Okay. Ja, ampak Andrej, ti si prodal kar 500 000 plošč. Sebe si pa najprej videl kot pravnika, te je pa odneslo drugam. Ja, poklic ni tisto, za kar si šolaš, poklic je tisto, za kar si poklican. In mislim si, da mene zdaj že dobrih 40 let nekaj ali nekdo kliče čist drugam, kot sem doštudiral. Ampak takrat seveda nisem imel pojma, da me bo odnesel tja. Zato sem se pripravljal na neko drugo življenjsko pot. Ne na to, kar se je pol začelo dogajati, ker takrat, v tistem času, tega poklica ni bilo, da bi ti malo špilal okoli, pa pesmi pisal, pa to ni obstajalo. Ljudje, da bi živeli od tega, niso obstajali. Zato je tudi gnev mojega očeta zelo jasen. Je rekel, pa daj pusto, ne, seveda ne. Mislim, ni malo. On je pač mislil, da sem je dobro hotel. Ne. Samo, veš kaj, oni so bili tako, ne. Zdaj, en tak
poklic, ker takrat ni bil to poklic. To je bolj neko komedijanstvo zgledal, nek cirkus, ne pa resen posel, ali pa da od tega lahko živiš. Meni to toče čas govoril, da Miki, kako si ti lahko profesionalni glasbenik, ne, a ne pismen. Jaz dejansko ne znam not pisati, ne risati, ne pisati, ne brati. In me že oče isto podobno. Me ni resno imel, kako se ti lahko greš muskontre, če si ne pismen. Ne. Ampak oba sta uspela. No, jaz ne, Andrej, ja, ne. Ja, tudi vi ste že več kot 30 let na glasbeni sceni. Očetje igrajo veliko vlogo, se mi zdi. No. In mi je zanimivo tudi, da je Miki imel podobno izkušnjo. In vsi muskonterji, ampak to je pa globalen fenomen, ne samo pri nas. Tudi fantje, ki jih srečujem iz svetovne scene, recimo iz Musical Youth, Dennis Sitten, ne, ki je prevedel moj komad Moj oče nikdar razumeti noče, je rekel, Andrej, jaz to razumem, ker sem v to doma. Moj oče nikoli ni sprejel tega, da sem jaz muskontar in da živim od tega. Ne. Ja, ampak v današnjem času je dovolj že, da se pojaviš v resničnostnem šovu. Pri tem pa se pogosto smejimo tistim, ki brez samokritike pred žirijo dokazujejo svoje pomanjkanje talenta. Kako vidva gledata na te ljudi, ki so željni slave za vsako ceno? Meni se včasih smilijo, ker je to postala pač dejansko hiperprodukcija raznih šovov in večinoma, po mojem občutku, grejo v te šove osebe, katere mislijo, da bo zaradi tega postale zvezde. Ne? V bistvu jih pa te šovi zavržajo, na koncu, ko je konec šova, naslednji dan jih ni, ali pa čez en teden, meni ne ve, da so sploh bili. Pač vse je ratalo tako hiperprodukcijsko, vse instantno. No, za prejšnjem stoletju, v Andrejevem stoletju še takrat, pač televiziji še niso imeli, to je bilo bistveno lažje. Na radiju, takrat že bil radio, Andrej. No, jaz bi vseeno ostal pri osnovnem vprašanju. Namreč, tukaj sta dve plati. A ne? Ena plat je ljudi, ki to ustvarjajo, to se pravi, ki to delajo. Ki delajo te reality šove, ne? Resničnostne šove. Oni pač rabijo material za to, ne? In z njihovega stališča njihov končni produkt je gledanost. Oni morajo ustvariti neko oddajo, da jo bodo ljudje gledali, recimo. Tudi ti bi dala morebiti celo globji dekolte, če bi bilo to gledanosti 25%, recimo. Dam 100 evrov na to. Sej že vidva ste se nekaj pritoževali, tako da moram malo še razmisliti. Ne, videla so ploskala. No, čakaj, dobro. Da speljem tole do konca, če bo šlo. To se pravi, da je eno je to, da z ene strani so ljudje, ki te predstave ustvarjajo, z druge strani so pa tisti, ki bi tukaj radi zasloveli, ki bi radi pokazali, kaj znajo. Včasih je bila ena oddaja na radiju Pokaži, kaj znaš. To je v bistvu ista zgodba. Zdaj velika ti smati pokaži, kaj ne znaš. Ne? Ok, to je to. Ampak to je tako, tudi na ta način se lahko preizkusijo, kje so. Tako da jaz mislim, da je treba tukaj razumeti oboje, jaz pa ne gledam nič. Ampak poskušam razumeti obe plati. Ja, ta teden pa smo v reviji Nova prebrali, da je Jan Plestenjak med študijem v Ameriki jedel pasjo hrano. Takrat sem slišal, da je v Ameriki pasja hrana še bolj pregledana v tiste namenjene ljudem. In sem si rekel, da bom poskusil. Seveda mi ni šlo, pa še poslušal sem jih potem, da mi ni treba varčevati na tak način, se spominja Jan. Ja, pot do uspeha je trnova. Sam po drugi strani, Danica, veš, tudi psi jejo, naprimer, pohogam šanca, škampe bi tudi jedel, tako da to ne vem, kakšne primerjave, bila mišljena, vem, kakšna je bila, tako da to ni lihko. Kaj pa ti praviš, Andrej? Ja, jaz sem se ob tej Janovi izpovedi prav spomnila na te, Andrej. V Londonu si jedel samo maslo in kruh. No, to je vse malo drugače. No, dajmo ta prvo pri pasji hrani ostati. Jaz sem govoril z direktorjem ene velike prehrambene verige pri nas
in je rekel, koliko pri nas prodamo veliko te živalske hrane. Ne? In prav, da jo prodajo toliko, da je nemogoče, da bi to jedle samo živali, ampak da sigurno to jedo tudi ljudje. To je zaključek tega. Kar zadeva Jana, mislim, se mi zdi malo bombastičen naslov to. Kakšno življenje, ko je po tvojem Maja Plestenjak? Lahko pa res, da ima biti kdaj tudi probal. Konec koncev, se je to... In ga moram enkrat vprašati, no, kako ga videl, kako bo teknil. Ti ne bi verjetno kaj takega. To, kar si pa ti rekla, je pa res, da recimo v času snemanja prve plošče, ko sem živel pri Dave Cooku, on in žena sta odplačevala stanovanje in je rekel, Andrej, če boš kjerkoli drugje lahko jej drugje, ker vedno bo v hladilniku kruh pa puter, ampak če pa kaj drugega, pa dej drugje. In jaz sem se takrat pisal tudi za revijo Stop, pa za Mladino v tistem času in sem kot novinar se predstavljal na gramofonskih firmah in so me potem peljali na kosilo ali na večerjo in sem z veseljem poklical, Dave, danes me ne bo, ne zame nič, jaz imam CBS, imam večerjo ali pa Virgin Records in tako naprej. In tam sem spoznal tudi eno krasno Lizo Anderson, ki sem ji priznal, da nisem samo novinar, ampak da tudi snemam tukaj. In je rekla, Andrej, kadar boš lačen, me poklič, pa boš šla jesti. Jaz lahko napišem avstralski novinar, švedski novinar, ampak na ček, ne. No in sem to potem s pridom uporabljal gospod Lizo Anderson in njeno naklonjenost, tako da sem, v hladilniku imel pa puter pa krh, to je pa res. In še danes imam slan puter najrajši, ker to sem se v Angliji navadil na slan puter in nazadnje sem ga jedel in kruh danes zjutraj, vendar nekaj priboljški. Lepo. No, Oskarjevec Al Pacino je priznal, da je preden je postal ime v svetu filma prodajal svoje telo, da je lahko preživel. Starejša ženska mi je v zameno za seks ponudila hrano in streho nad glavo. In bila so jutra, ko nisem bil najbolj ponosen nase, je bil odkrit. Pot do slave je bila tudi v njegovem primeru očitno še posebej trnova. Jaz ne vem, če bi rekel, da je to tako trnova stvar, odvisen. Kako je bila gospa pač prijazna. Mislim, tako je. Sploh v Ameriki se to zdi nekaj groznega. Meni se zdi, da je večji kriminal prodajati možgane kot pa telo. Ampak to je že neka druga tema. Ampak tako je. Včasih moram povedati to, da jaz nikoli nisem občutek, da se nekaj žrtvujem. To je bilo najlepše obdobje življenja. Mlad, ustvarjalen, studio, muskontarji, hrana ni bila pomembna, mislim. To se pravi, da zdaj, če gledamo na to, kakšen revež, sem bil daleč od tega. Poln energije, želje, idej, vse je plesalci. London je plesal okoli mene, ne jaz okoli Londona. To se pravi, tako moramo gledati na to lepo obdobje, mislim, pred dobrimi 40 leti. Groza je bila tisto, ko sem nazaj prišel, pa direkt v vojsko v JLA. Mislim, to je bilo pa tisto, to je pa bila trnova pot. Ono tam, kje vsako noč smo snemali od 10 do 5 zjutraj, ob 10 sem bil že v krog, sem že iskal firme, že kje bom jedel, kaj bom slišal, takrat je bil punk na pohodu, zvečer včasih sem šel na kakšen koncert, če ni bilo studija in tako. Skratka, to je bilo najlepše obdobje, skoraj tako dobro, kot je zdaj. Super. Po kratkem predahu nam bosta Andrej in Miki zaupala, kaj je potrebno za obstoj v medijih. Zvezdniki igrajo vlogo idolov, ikon, s katerimi se posamezniki identificirajo in se skušajo približati njihovemu načinu življenja. Po drugi strani pa zvezdniki opravljajo vlogo zabavljačev. Se svojimi pripetljaji ali produkti kratkočasijo sodobnega, modernega potrošnika.
Andrej, Miki, kako vidva vidita svojo vlogo? Andrej, ti sploh še vidiš? Ti, dobro. Ta je bila huda. Dobro, ja, sej to je. To sem pri njemu že navajen. Mojo vlogo v čem? No, daj mi mečkaj razloži. V tem estradnem svetu, ali si bolj zabavljač, v kakšnem smislu? Sej imaš za življenje brez slave je lahko zelo prijetno. Slava brez življenja je pa groza in slaba stvar. Zato še vedno trdim, da pač Slovenci nekih zvezd nimamo. Ne? In tudi jaz sebe ne gledam in ne vidim kot zvezdo, ampak sem nekdo, ki ustvarja nek proizvod, ki je nekaterim všeč, recimo tako. Zdaj, da bi bil jaz kakšen role model ali pa idol, to ne vem, čeprav mi velikrat ljudje rečejo... Moj idol si, Andrej, ti si moj idol, ne govor tako. Ja, sej, Slovenci si brez tebe dejansko ne predstavljamo glasbe. Samo sem ujel na tvojo muziko, jaz. No, ja. No, recimo, na tem mojem koncertu v Cankarjevem domu, ki ga tale ploščica je pa proizvod tega, koga piše od spodaj? Lahko jaz preberem. Andrej Alin. To si se zmotil, adrenalin se reče, Andrej. Ja, vem. Ampak če pa to teče v Andreju, je pa Andrej Alin. Aha. Dobra izpeljanka. Mislim, ker ne moš narediti Miki Lin, ne mislim. Lej, malo po kitajsko. No, to hočem reči, da v Cankarjevem domu je Tomi Meglič, recimo, rekel prav, moja prva kaseta, s katero sem začel muziko poslušati, je bila kaseta Andreja Šifrerja, recimo. In v tistem času, ta generacija, pa Hamo, recimo, tudi, je rekel, da so imeli eno kaseto v Katrci, pa se je zataknila noter in je bila to Šifrerjeva. To se pravi, da očitno je, da ta neka rockerska generacija, zato Miki tudi verjamem. No, mene pa zanima, kakšen je trik, da vsak lahko ostane slaven, oziroma kako ostati slaven? Vsak je lahko dejansko slaven vse za nekaj časa, ampak kako ostati, tako kot vidva, to pa je posebna tehnika, verjetno. Ja, a moraš imeti veliko denarja, ne? Ali moraš biti žlahti z Andrejem Šifrerjem, ali moraš biti pa v redu dečko, no? Veš kaj, jaz mislim, da je glavni pogoj, da migaš. To se pravi, da prideš z novimi stvarmi ven, da si zanimiv. Recimo, jaz od 1983 do 90 nisem posnel nobene plošče. Potem sem šel pa v Nashville, v Tennessee, in tam posnel Hiti počasi, odkoder so Šum na srcu, Pozdravi doma svojo ženo, Uspanka za Evo in tako. In je naenkrat to spet izbruhnilo strahotno, tudi nek video smo posneli. In potem, naenkrat se je vse zgodilo in takrat so se kasete prodajale po 5 do 6 tisoč na teden. In sem enkrat se ustavil v eni gostilni, še zdaj se spomnim, da je en do mene pa že pa prav, Šifrer, špricer si mi dolžen. Sem rekel, če boš razložil, zakaj, brez težav. Pa prav, tvoj plakat imam v straniš, tvoj plakat je v sobi v dobeh hčera, tvoja kaseta je v hiši in tvoja kaseta je v avtu, druga. Prav, jaz te pa ne videti, pa ne slišati ne morem. Sem rekel, no ti si zaslužiš liter in sem naročil liter Jeruzalemčana, pa Radenske. No, pa sva ga pa skupaj spila, samo se mi zdelo tako, da človek res trpi, ne. Ampak tako ustaneš nekje na površju, če hočeš, ne. Da dobre stvari delaš, ki jih ljudje potem vzamejo za svoje. Ja, potem priljubil, a ne?
Jaz mislim, da je to, ja. In potem, recimo, potem sem šel na Irsko, potem sem šel, skratka, menil sem te neke zvoke in jih, svoje pesmi sem oblačil v zelo različna oblačila, recimo tako. No, pa si poglejmo vajo v mladih letih. Je to kdaj bilo? Prejšnji teden. Evo. A sem to jaz? Andrej. To pa nikoli ne boš. Miki, kaj praviš o njemu v mladih letih? Da so si ful podobna. No, zdaj pa si oglejmo še tvojo fotografijo. Kle sem pa to klepna. Andrej, kjer sem jaz? Poglej, kjer sem jaz. Ta je pa res legendarna. Kakšne jakne. Ta sredan, ja? Kaj pa to, kje si to pa to naredila? No, da pa razumem, da so punce prišle zaradi tega. To je duren, ne? Malo si rekel, zakaj pa dvakrat praviš? Ja, ker pač ne morem Viktorji. Ja, Miki, dejansko v več kot 30 letih obstoja ste nam dali številne skladbe, ki si jih še danes radi zavrtimo. Res je, ampak smo male miške, zelo male miške napram tvojemu drugemu gostu, Andreju Šifrerju, ki ga res zelo, zelo cenim in spoštujem. In sem prav počaščen, da lahko danes komentiram z njim. Kot sem že prej rekel, on je bil del mojih začetkov glasbenih, kakršni pač so to že bili. Ne verjamem, da bi si on želel to slišati, kako je to takrat zvenelo, vse danes ni bistveno boljš. In da lahko, da bi se takrat, ko sem igral kitaro v enem vrtcu po noč, kjer je bilo to prepovedano in sem imel pač družbo okrog sebe in sem prepeval, če bi mi nekdo takrat rekel, no, vidiš, enkrat boš pa na televizijski oddaji z Andrejem Šifrerjem nekaj komentiral, bi rekel, ja, itak, da je pet mal, ne. Tako da sem danes, po mojem, tudi malo zardevam, no. Vse je enkrat prvič, a ne? Ja, je rekel zadnjič. Kdaj si zadnjič, kakšno stvar naredil prvič, ja. Andrej, ti pa si omenil lanske 40-letnice albuma Moj žulj, v bistvu pripravil album 40 let Moj žulj s priredbami tvojih pesmi slovenskih rockerjev. Ja, to je bil neka prelomnica. To je bila prva plošča, kjer so bile pesmi Moje miške, Stoj Marija, Življenje včerajšnjega časopisa, Grenko vino, pa tele, no, in so fantje iz bolj rockerskih skupin to zelo zagrabili, prav zaradi tega, ker se je izkazalo kasneje, tisto, kar sem že prej rekel, da so in fantje iz Siddharte, Hamo, Dande, Pero Lovšin, med drugimi tudi, ne, so bili del tega časa, ko je Šifrer pač se pojavil, ne. In bistveno bolj oni poznajo to mojo zgodbo, kot pa zdaj neki mlajši ljudje, seveda. Zdaj enkrat igram na enem dogodku, žuru, ne, tako, in tam je nekaj družin, ki so rekli, da pridejo z otroci in tudi otroci poznajo moje prve pesmi. To se pravi, to gre za neko vzgojo poj. Če so tisti starši imeli radi to muziko, potem otroke nekaj časa lahko še prisilijo, da to poslušajo. Potem seveda grejo otroci po svoje, kar je edino prav, ne. Se tudi moja hči, najmlajša, ne, spoštuje očetovo delo, ampak posluša pa nekaj drugega. Po oglasih nadaljujemo o trnovi poti do uspeha. Zvezdniški status vedno vsebuje razkol med zasebnim in javnim jazom. Javni jaz je zaigrana verzija, v kateri človeški protagonist odigra določeno vlogo pred drugimi. Medtem ko del osebnosti ohrani zase, je ne spusti na plano. Mnoge zvezdnike lahko to vodi v iskanje identitete. Andrej, si ti morda kdaj v dilemi, kaj zaupati javnosti? Ja, kakšne stvari pa res niso za vse.
kakšne stvari spadajo v čist zasebnost, v družino, v prijateljske kroge in tako. Samo mi imamo nekako tako razdeljen. Eno je Andrej Šifrer, to je tisti, ki ga ljudje poznajo in vejo, ali pa mislijo, da vejo vse o njem. Potem je pa nekje nek Andrej, ki je pa za ta domače, bom tako rekel. To se pravi, v mojih krogih z lokalnimi prijatelji se mi o muski praktično ne pogovarjamo. Mislim, vse druge stvari, prej o križišču, ki je tam zdaj ta novo križišče so naredili, pa o fuzbalu, pa stvari, ki pravzaprav zadevajo čisto lokalno skupnost. Tako. Potem pa, ko pa nastopi Andrej Šifrer, je pa druga stvar. In zadnjič me je ena gospa rekla, ja, mi o tebi tako ali tako vse vemo. Nekako bi kaj še ostalo. So še rezerve. Pogosto pa se čudimo tudi zvezdam, kot je Madonna, ki kljub dosežkom še vedno razgalja svoje telo v želji, da bi zaradi seksapila poslušali njeno pesem. Pred nekaj dnevi pa je razkrila, da po koncertu popije svoj urin. Kako vidva kot glasbenika gledata na to? Jaz sem nehal piti alkohol, zdaj pa s tem urinom, tako ne vem, če se najdem jaz v tem, po moje bolj ne, no. Ampak vem, da je, čakaj, kaj že, ena naša gledališka igralka je časi to počela, no. Ali pa še počne, pa me to nekako, v bistvu me pri Netu res ne čudi, govorim pri Madoni. Po moje si ona tega ne bi rabila več, ona je bila dejansko ikona, največja zvezda svojega časa in še čez svoj čas je šla. Ona je mainstream upeljala takrat in po moje je čas, da ona začne razmišljati kakšnih vnukih, pa ne gre malo v kino ali pa kaj tako, pa na sprehod. Raj, ker pa da hoče biti v prvi vrsti spet, ne rabi. Moje mnenje je, da je verjetno ji kdo to svetoval, da je to nekaj dobrega za njeno telo, oziroma vemo, da to obstaja. To smo mi uporabljali, oziroma je bil nasvet moje mame za, če se urežeš, se polulaš na rano. To se pravi, da v nekih zdravilnih učinkih to mislim, da so... Ampak jaz mislim, da ona to tudi naredila zaradi svojega imena, oziroma da bi spet prišla v medije. Jaz mislim, da je pa to tudi neka novica, ki jo bodo vsi mediji takoj povzeli in tako ampak to je mehen pocen, se mi zdi. Ki noga bi se lahko spomnila, ne? Se strinjam, da ji ni to treba, da bi tako, ne. Sicer tisti nastop v Izraelu na Euroviziji je bil res bolj uriniranje. Ker, mislim, je pa nekaj. Verjetno je bilo nekaj narobe z earphonom. Ona se ni dobro slišala. In če se ne slišiš dobro, fušaš. Jaz sem enkrat na Dunaju isto gledal koncert njen in je fušala tako, da je bilo meni neroden. Jaz sem zardeval, ko sem jo poslušal, ker je bilo grozen. In nisem mogel verjeti, ker je imam v čislih, tam je bilo pa res grozno, pa še bila je antipatična. Slab dan je imela očitno in je pošiljala v tri krasne nas poslušalce. Tako da že takrat ne bi rabila to, kar si prej rekel. Ampak Hollywood je bil od nekdaj tovarna sanj, glamurja, slave in denarja. Mnoge zvezdnice so priznale, da je bila pot do slave trnova, saj so dobile številne nespodobna povabila ali pa so se po sili razmer znašle med rjuhami producentov in režiserjev. Nič drugače ni v glasbenem svetu. Ja, meni skozi pošiljajo te producentke, da če bi se slekel, pa če bi jih ne... Naporno življenje. Te vabijo v poslo. Skozi, naporno, samo da je porno, ja. Naporno. No, takole je. Tukaj mi dejansko nismo Hollywood. To je prva ugotovitev in da recimo enačiti njihov status pa naš je... Se pravi, da misliš, da pri nas to ne obstaja? Lahko v manjšem nekem oziru to obstaja, ali pa recimo
ampak si ne mislim, kdo bi koga zdaj lahko. Mi smo premehni za to tovarno sanj in blišča in vsega. Ampak ta afera z Weinsteinom, ne, je bila pa res preboj, mislim, ki je spremenil svet. Ne. Se mi zdi, da je vse pa to gibanje, mi tu, pa to vse. Samo se bojim, da je šlo zdaj to predaleč. Skratka, sem za to, da se stvari, nečedne stvari pač razkrijejo, pokažejo, ampak kje so pa tiste igralke, ki so pa dobile vlogo zaradi tega? Nobena od teh se ni javila, ne? Ja, Marilyn Monroe, na primer, je povedala. Ja, ampak takrat no, se tudi Elizabeth Taylor piše v svojih spominih, da je mama pripeljala kot 18 let staro punčko in rekla producentom, ona bo storila vse. Ampak, ker rečem vse, mislim vse, ne? Kar pomeni, da jo že mama prodala, recimo, ne? Ampak, če smo že pri dekletih, Andrej, dajmo nekaj razčistiti. Ali je stavek lepa dekleta ljubijo barabe pregovor ali avtorsko tvoja izjava? To je moja izjava, vendar je postala tako to ni ljudmi, mit, tako, kako? To ni mit. To je true. Ja. No, ampak prav tako, da je enkrat v neki anketi ena gospa pač rekla, ja, se star slovenski pregovor prav, lepa dekleta ljubijo barabe. Če je že pregovor star, koliko sem jaz še lepo. Da se zamisel, ja. Tako, ampak, ja, seveda, to je... Veš kaj, se v resnici moje poslanstvo, rečemo kantavtorsko, to, če pomisliš, so to slogani, lepa dekleta ljubijo barabe, vse manj je dobrih gostiln, vse manj je dobrih ljudi. Martinov lulček je kot metuljček. Za prijatelje si treba čas vzeti. To so v resnici slogani. Kdaj si nazadnje naredil Kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? No, ampak to hočem reči. Jaz vem, kdaj, Andrej. Pred 40 minutami. A lahko povem? Namreč, drage gledalke in gledalci, to ne ve nihče. Niti Danica Lovenjak ne ve, da je danes to, ko gledate sliko Andreja Šifrerja, on to dela z nogami v vodoravnem položaju. Ima noge na mizi. V življenju ni imel še nikoli nog med intervjujem na mizi in to je, kdaj si nazadnje počel kakšno stvar prvič. Andrej Šifrer, originalno. Danes. To je to. Bravo. To je to. Za konec mi povejte, je pot do uspeha Trnova polna odrekanj? Kaj bi rekla? Moja ne. Moja ni bila Trnova. Jaz sem užival vsako stopinjo. Vendar sem imel srečo, da sem bil v nekem obdobju, kjer se je dalo še precej več narediti, ko se je, recimo, zdaj imam občutek, da je bilo precej teže, no? In bolj trnovo. Ja. Ampak očitno... Govoriš o slovenski glasbi, verjetno, a ne da? Kako? O slovenski glasbi govoriš. Govorim o slovenski glasbi, ja. Kaj pa ti, Miki, na hitro? Imaš, Danica, imaš prekratko oddajo, da odpremo to v slovenski glasbi. Ampak vajo vsekakor še povabim. Ja, kar se tiče pa tega Trnov na moji poti, pa jaz mislim, da so samo uvinki, ni bilo trnja, ampak z veseljem bi ponovil še enkrat zgodbo, kar se glasbe tiče in celo življenje, veliko let sem se sprašal, pa valjda ne bom končal tako, kot so včasih, sem gledal Faraone, ki so pri 40 letih še igrali. Jaz sem imel takrat 20 let, oni so pri 40 še igrali, sem rekel, tako ne želim končati, zdaj sem star 52 let in slabo kaže, da bom kaj kmalu končal. Ja, zarečenega kruha se največ poje, ne? Hvala vama in še veliko uspeha vama želim. Samo še to, no. Jaz mislim, da je to nek blagoslov, da ti lahko to počneš. Bravo, Andrej. In ne vidim v tem teh trnov. Sigurno pa pripričan sem, da v nekih drugih svetovih to obstaja, Trnova pot, v mojem in verjetno tudi tvojem, Miki, pa smo lahko samo veseli in počaščeni, da lahko to počnemo. Hvala. In da če živiš od hobija, ti ni treba nikoli delati. Hvala. Bravo. Uspešno pot še naprej. Lepo se med mijo še malo pokremljala. Zmenjena.
Že Balzac je dejal, da je slava strop, ki ga je potrebno jemati v majhnih dozah. Naša prihodnost je odvisna od marsičesa, predvsem pa od nas. A nikoli se ne odpovejte svojim sanjam. Ponovno se vidimo v petek. Naj vam vaša zvezda sveti.